Danes bomo na Radiu 94 poklepetali z evropskim poslancem iz Slovenije. Z nami je gospod Franc Bogovič. Dober dan, gospod Bogovič. Lep dober dan. Ja, povedali ste nam že, da niste samo sadjar, da ste tudi čebelar. Pazite v tem času na čebele oziroma kako škropite vaše jabolčne nasade? Ja, ta simbioza med čebelarstvom in sadjarstvom je zelo zanimiva. Sadjarim vse od tam 86. 87. leta, ko smo sadili prva jabolka, in od tam nekje od leta 90 naprej v naš nasad, ki je okoli 4 hektare, vedno pripeljemo v času cvetenja 10 panjev čebel. In z lastnih izkušenj lahko dokazano povem, nikoli ni bilo nobenih težav. Umno kmetovanje in čebelarstvo gresta roko z roki, eni od drugega imamo svojo korist. Čebele imajo odličen cvetlični med, sam pa oprašena jabolka. No, tako pa smo dali nekaj koristnih nasvetov tudi našim sadjarjem. Sicer pa čebele, podpora Evropskemu medenemu zajtrku in pa Svetovni dan čebele, torej pobuda iz Slovenije, so bile tudi tema, o kateri ste govorili tudi v Evropski pisarni. Tako je, v Slovenski evropski poslanci smo prvi skupni projekt naredili leto nazaj, lansko leto, ko smo gostili 100 slovenskih čebelarjev in skupaj z kmetijskim ministrom, državno sekretarko in z seveda predsednikom Čebelarske zveze predstavili na odboru za kmetijstvo in podeželje projekt tako medenega zajtrka, ki je prerasel v slovenski tradicionalni zajtrk, kakor tudi idejo o tem, da bi 20. maj, rojstni dan znamenitega slovenskega čebelarja Antona Janše, poimenovali pri Združenih narodih za dan čebel. Obe aktivnosti gresta dobro naprej. Danes smo predstavili, kaj se je zgodilo v tem letu, predvsem pa to, s čimer bomo nadaljevali. Tako že naslednji teden začnemo v Evropskem parlamentu podpisovati pisno deklaracijo, s katero želimo dobiti podporo več kot polovice članih Evropskem parlamentu, s katero deklaracijo tako izpostavimo pomen čebel za biodiverziteto, za opraševanje, kakor tudi na drugi strani izpostavimo ta dva slovenska projekta, naš slovenski zajtrk, medeni zajtrk in pa tudi dan čebel. Tako da računamo na to, da bomo v 3 mesecih, kolikor je na razpolago, zbrali več kot polovico podpisov, več kot polovico poslancev Evropskega parlamenta in tudi s tem dali jasen signal Evropskega parlamenta in apel komisiji, da še naprej aktivno dela na tem projektu. Sicer se nam oglašate z kmetijskega sejma v Komendi, ste si ga prišli pač ogledati kot vsak drug ali boste na njem aktivno sodelovali? Sem reden gost na sejmu v Komendi, ki prerašča iz leta v leto v vse močnejši pravi slovenski kmetijski sejem. Letošnje leto pa skupaj s kolegom Petrom Svetino in zavodom Grunt organiziramo tudi razpravo o socialnem podjetništvu na podeželju, kajti cela vrsta je priložnosti, kajti zadružništvo, ki ima na Slovenskem bogato tradicijo, je pravzaprav osnova socialne ekonomije, se pravi, da se ljudje ne pehajo za dobiček, ampak da se spravijo skupaj, da lahko svoje pridelke čim bolje prodajo in to vlagajo naprej v razvoj podjetja. In podobno je tudi v ostalem socialnem podjetništvu in podeželje, kmetijstvo, pridelava hrane, pa tudi urejanje okolice, pa danes aktualno področje ravnanja z odpadki, so področje, na katerih je cela vrsta priložnosti, kjer z oblikami socialnega podjetništva na eni strani ustvarjamo delovna mesta, po drugi strani pa pomagamo, podobno kot bomo danes predstavili projekt Grunta, kjer je zaposlenih 5 invalidov in ti na kmetiji tu v Komendi pomagajo pri delu na kmetiji, prav tako pa pridelajo marmelado, pridelajo rezance, predelujejo tudi mleko in imajo velik projekt, da bi postavili svojo lastno majhno mlekarno, kjer bi predelali približno 500 litrov mleka na dan v jogurte, sire in to plasirali na trg, v vrtce, v dome za ostarele, v osnovne šole in podobno. Se pravi, naenkrat pomagamo tistim, ki so invalidi, po drugi strani pa z gospodarsko aktivnostjo njim zagotovimo delovna mesta. Tu pomaga tudi država z svojimi schemami za invalide. Na drugi strani pa tudi skrbimo za lokalno pridelano hrano in to, da ljudje, tisti, ki kupujejo hrano, točno vedo, kje je bila proizvedena, predelana in da resnično lahko verjamejo v to, da je to kvalitetna slovenska hrana. Najlepša hvala, gospod Bogovič, ker ste se nam oglasili. Zanimivi pobudi sta in upamo, da bo uspelo.
hvala lepa za tudi to priložnost, da jo predstavimo tudi vašim poslušalkam in poslušalcem in lep pomladanski vikend vsem želim.